Plinski avtomobil, da ali ne? Jurij Koprivnikar iz Plineksa je definitivno za plin. Zakaj? Zaenkrat v Sloveniji pač ekologija ne igra take vloge, kot sama ekonomija, ki je bistveno na strani avtoplina. Vožnja z plinom je vsaj 40% cenejša od vožnje z benzinom. No, pa pretvorimo to v številke. Pri tej bencinski kiji, če bi naredili recimo na dan okoli 70 km, bi s plinskim pogonom prihranili na mesec okoli 150 evrov. Pri tem Hummerju, ki je znano, porabi zelo veliko goriva, pa bi bil vaš mesečni prihranek kar 500 evrov. Investicije v plinski pogon, ki stane od 700 do 2000 evrov, se običajno povrne v manj kot enem letu. Siniša Rančev, ki s svojim terencem letno naredi kar 80 tisoč kilometrov, pa je svoj nov plinski pogonski sistem odplačal že v 2 mesecih. S tem, da je še ekološko bolj čist. V bistvu včasih je bilo v Trstu prepoved vožnje, omejitev z bencin in dizel, za plin sem se pa lahko čez center vozil. In to bo, mislim, vse več po evropskih mestih. Kljub vsem argumentom, ki govorijo o prid plinskim pogonom, pa večina voznikov še vedno prisega na bencin in dizel. Plin imeti od zadaj, se vam zdi kaj nevarno ali ne? Mogoče bi bilo ob primeru kakih nesreč. Tako da ja. Težko zaupaš vsem tem ponudnikom, ki so na trgu, ne veš, kaj ti dajo v avto. A v Plineksu zagotavljajo, da je plinski pogon popolnoma varen. To dokazuje tudi ta test, ki so ga opravili pred nekaj leti. Pokazal je, da tudi pri popolnoma uničenem avtomobilu plinski rezervoar ostane skoraj nedotaknjen. Prav tako ob morebitnem požaru ne eksplodira tako kot bencinski.